lepo pozdravljeni, draga direktorica, dragi bivši sodelavke in sodelavci, vsi zdajšnji, ki ste še zaposleni in pa upokojeni delavci in sodelavci zdravstvenega doma in pa seveda vsi ostali, ki ste danes tukaj kot sodelavci od zunaj iz občine ali pa tudi kot pacienti ali pa potencialni pacienti, ker za vsakega je mesto tu, da enkrat pride tudi v zdravstvene zavode. Vesel sem, da sem svoje delo začel v tem zdravstvenem domu, kjer sem spoznaval tisto prakso v osnovni medicini z dobrimi sodelavkami in sodelavcimi, kar je bilo danes že povedano. In to se še ohranja naprej. Še zlasti sem vesel, da pomagajo upokojeni zdravniki, zlasti v tem času, ko je stiska s kadri, tako dr. Schmidt, dr. Fidler, pa tudi dr. Sveti na en cajt pomagal, pa tudi dr. Mozer, tako da ni tako hude stiske, kot mogoče po nekaterih drugih krajih. Na Belini je bil kar mal problem, pa si je začasno malo uredil, pa z dobro voljo in z mladino, ki raste, bojo te problemi rešeni ali pa vsaj izboljšani glede oskrbe. Šentjurski zdravstveni dom je dober zdravstven dom, tudi v Sloveniji prepoznaven, pa mogoče srečo, da je zaokroženo, razen Planine, ki je dislocirana zdravstvena postaja, prej je bilo še v Loki, en delček pa na Ponikvi, en delček pa žal je bilo treba tam zapreti, ker se finančno to ni šlo. Tako da danes, ko so vsi na vozilih, pa pripeljajo sem, ali pa tudi se naredi kak dogovor preko patronažne službe in vsega tega, kar je zelo vzorno urejeno v Šentjurskem zdravstvenem domu. Včasih pade kakšna kritika, kje pa ne, tako da velikrat neupravičeno, včasih pa tudi upravičeno, in tisto moramo sprejeti za dober, pa še izboljšati se tam, kjer mogoče ni bilo dobro. Vemo pa, da v medčloveških odnosih vedno pride do nekih kratkih stikov, ali z ene ali z druge strani. Pacient ima sicer vedno prav, ampak se veste, pacienti so tudi tisti, psihiatrični, tudi neprepoznavni, oziroma ki delajo težave marsikje, tudi po medijih ali pa še kje. Pa tak je, na tem svetu je svetno, tako rečem. Moramo se mi prilagoditi, pa tudi del vzeti za dobro in iti naprej. Vesel sem, da se je tudi ta bivša lekarna zdaj tako lepo spremenila, prečarala, bi rekel, palčka pa čarovnija, pa je res tak lep prostor za preventivo in vzgojo v zdravstvu, kar bo zelo pomembno za to hišo, pa ki je tako lepo od spodaj, dostopno vsem, da bi lahko se vsi udeleževali in se uporabljali te prostore ravno za izobraževanje, vzgojo, preventivno dejavnost, pa tudi še kaj drugega, kot smo slišali. Bo na razpolago, ker je ta namen tudi narejena. Zdravstveni dom z občino dobro sodelujemo, tako da moram reči, da ni nekih večjih problemov. K sreči ni finančno breme občine, dokler zavarovalnica to plačuje, tudi najemnine pa to grejo, vedno se vlagajo nazaj v zdravstveni dom in se tako rešujejo tekoči problemi. Malo nas še moti tisto okoli zdravstvenega doma, to bomo skušali na naslednjem letu ali pa v naslednjem času tudi malo urediti, da bo še bolj dostopen pa parkirišča in tako naprej. Vedno je kaj v planu, vedno je kaj takega, kjer je treba še dodelati. Zahvaljujem se direktorici vsem zaposlenim, tudi nadzornikom in vsem drugim, ki ste kakorkoli povezani z zdravstvenim domom. Vem pa, oziroma sem že povedal, da smo vsi kdaj povezani in čestitam k tej novi pridobitvi, da jo bomo s pridom uporabljali. Hvala vsem.